Ta razstava Zdenka Huzjana je naslovljena Zatišna lega, kot bi hotel slikar s tem naslovom nakazati neko tako zavestno pozicijo onkraj sledenja nekim trendom trenutnim. Naslov ene od slik iz tega obdobja, sicer ta slika ni prišla potem na to razstavo, je tudi nežno vztrajanje. In to je tudi ena sintagma, s katero bi pravzaprav lahko označili umetnikovo ustvarjanje zadnjega časa. Pravzaprav umetnik ostaja zelo premočrtno sledi neki liniji, ki jo je že v zgodnejšem obdobju svojega ustvarjanja začrtal. On je razvil tak svoj značilni stil, način, tudi temeljne neka sporočila svojega slikarstva tam v 80-ih letih minulega stoletja, v času tako imenovane nove podobe. Takrat so bila za njegovo delo značilna taka bitja, malo embrionalno učinkujoča, ki jim je rekel gnezdilci v tistem času in ki so doživljali različne transformacije, pa jih pravzaprav še danes transformirane lahko prepoznamo v teh današnjih delih, samo da danes bolj kot na zarodke spominjajo na neke lobanje, na neka bitja, ki so vmes postala bližje smrti, pravzaprav kot rojstvu, čeprav tisto temeljne stanje, ki ves čas zanima Huzjana, je pravzaprav neko stanje, ki ni čisto to svetno, ampak je nekje stanje med rojstvom in smrtjo, je neko tako vmesno stanje, ki je pa po drugi strani zelo zemeljsko, bi lahko rekli, pri Huzjanu. In tak občutek njegovega slikarstva, da je zelo, če bi s katerim elementom bi ga povezovali, bi ga nedvomno najbolj z zemljo, celo s to zemljo povezano z tem geniusom loci, njegovim tipičnim Prekmurjem, ki je taka panonska, pogosto blatna zemlja, v katero se lahko ugrezne korak. Nekaj tega je ves čas v njegovem slikarstvu, pravzaprav v teh slikah najnovejšega obdobja še posebej veliko, čeprav, če bomo šli gledati reference na teh slikah, bomo videli, da so nekatere povezane pravzaprav tudi s potovanji v precej daljne kraje, po eni strani baltiške dežele, kjer je slikarja spet najbolj pretresla mračna zgodovina tistih krajev, povezana z različnimi masovnimi poboji, ki se seveda spet povezuje tudi z mračno zgodovino naših krajev. Po drugi strani pa najdemo neke reference na Latinsko Ameriko, na Peru, na slikarja kot Vrača, Jaguarja, ampak vse to je pravzaprav, tudi te reference na magijo Južne Amerike so pravzaprav v resnici reference na magičnost njegovih rodnih krajev, s katerimi je nenavadno povezan in ki ga inspirirajo. In tudi v teh slikah je ogromno vpisov ob vsem tem načinu, ki seveda ni realističen, ki ne pripada pravzaprav nekemu temu čisto zgodovinskemu času, je ogromno referenc tako na zgodovino kot na osebno zgodovino slikarjeva, ki so mogoče še posebej močni potem ne samo v slikah, ampak tudi v asemblažih, ki jih je predstavil na tej razstavi, kjer imamo tudi neposredne, podoba njegovega očeta, predmete, s katerimi je prišel v stik in tako naprej. Skratka, ves čas je bistvena fokus na materialnosti pri njegovem slikarstvu, ki je zanj zelo bistven. In slikar sam reče, kot da pravzaprav vse življenje slika eno samo sliko. Seveda lahko v njegovem opusu prepoznamo zelo velike premene med različnimi obdobji, ampak
na nek način je pa celo zavestno ves čas v istem, celo zavezan nekemu istemu eksistencialnemu stanju, ki ga pač vidi danes z ene druge perspektive, kot ga je pred, 40-30 leti, ampak v osnovi gre pa za neko isto stanje, ki ga najbolj fascinira in ki se mu približuje s svojim tudi takim prepoznavnim slikarskim načinom skozi vsa ta leta, vsa ta desetletja, ki je po eni strani se razpršuje v te različne podobe, po drugi strani pa on sam pravi, kako je zanj bistveno, da slika nekaj zgosti. In tukaj se spomnimo na to nemško besedo Dichtung. V nemščini je definicija poezije pravzaprav zgoščevanje, zgostitev. In za Zdenka Huzjana je zelo pomembna poezija. On je tudi besedni umetnik, napisal je nekaj knjig, pesmi, knjižic, ena med njimi je tudi prav knjiga. Pa tudi nedavno je izdal tak zelo nenavaden roman, Mušji ples. Ena od slik na tej razstavi ima isti naslov in se neposredno povezuje s to vsebino. In to je spet seveda ni klasičen roman, ampak je prav roman o teh specifičnih stanjih, ki jih evocirajo tudi njegove slike. Tako da pravzaprav najboljši vstop besedni v njegovo slikarstvo je po mojem ravno ta njegov nedavno, letos pravzaprav izdani roman Mušji ples.